Ja, zadnja 3 leta je bilo precej energije porabljeno za pripravo teh predlogov in kakršnekoli spremembe, ki bodo pomenile poenostavitev in spodbuditev trga dela, so pozdravljene z naše strani. Zdaj tle nastopajo tri stranke, 3 vidiki, 3 energije. Eno so delojemalci, delodajalci in vlada. Vsi imamo neka svoja pričakovanja, neke svoje cilje, svojo vizijo, kaj izvleči iz te nove zakonodaje. Pa v bistvu ti cilji niso niti tako različni, če jih pogledamo na dolgi rok. Vsi si želimo prosperiteto trga, povečanje števila delovnih mest, povečanje števila boljše plačanih delovnih mest in povečanje števila povečanje dodane vrednosti, se pravi tudi povečanja pobranih davkov v končni fazi, če govorimo za državo. In tukaj ima država škarje v rokah, platna je počasi zmanjkuje, zato moramo s tem pohiteti in mislim, da je treba vse storiti, da bojo po čim bolj racionalni poti in čim prej nova zakonodaja sprejeta. Kakšne so pa tle pričakovanja oziroma izhodišča delodajalcev? Mi smo naleteli na prvo krizo večjo leta 2008, se pravi od tega že 3 leta in v tem času smo doživeli padec do 50% obsega prodaje, pa spet porast za 30% v pol leta in to pomeni izredno prilagajanje trgu. Tega prilagajanja pa ne moremo zdržati, če je tako rigiden trg delovne sile. Zato tu pričakujemo velike spremembe oziroma spremembe, ki bodo zadovoljile tako delojemalce kot delodajalce. Se pravi, da bomo imeli dovolj socialne varnosti, da si bomo lahko privoščili tako fleksibilnost, kot jo trg zahteva. Zdaj, ena izmed točk na tem je zaposlitev za določen čas. Mi smo proti temu, da bi se ta inštrument ukinil, ker se ukinja zaradi tega, ker je zlorabljan. V osnovi je namenjen nadomeščanju delavcev v daljših odsotnostih, pomeni na porodniškem dopustu, na daljših bolezninah, na študijskih odsotnostih in ga danes zlorabljamo za fleksibilnost delovne sile, ker je pretrda zakonodaja, prevelika rigidnost je na zaposlitvi, na pogodbi, zaposlitev za nedoločen čas. Tako da podpiramo vsakršno spremembo vsebinsko, ki bo poenostavila sklepanje in prekinjanje pogodb za določen čas, za nedoločen čas ali kakršnokoli zaposlitev, istočasno pa tudi, ki bo poenostavila pravne postopke na to temo, ker se tudi tukaj velikokrat pademo potem na pravnih poteh na sodiščih. Se pravi, ti postopki morajo biti jasni, utemeljeni in da jih znamo uporabljati na obeh straneh, delodajalci in delojemalci. Potem je tukaj zaposlovanje preko agencij. To zaposlovanje je z našega vidika nepotrebno, zato ker je neracionalno za nas. Se ga sicer poslužujemo zaradi fleksibilnosti, je pa dražje in manj učinkovito. Pomeni več administracije na naši strani in težko ocenjujemo in stimuliramo zaposlene preko agencije na enak način kot tiste, ki so redno zaposleni v našem podjetju. In s tem prihaja do krivic ali eni skupini ali drugi skupini, ker za enako delo pač ne dobiš potem enakega plačila. Potem je inštrument malega dela ali kakorkoli rečemo temu obdobnemu delu, ki ne bi bil omejen na 200 evrov na mesec, recimo, to je za nas premajhno obdobje, ker 200 evrov pomeni manj kot en mesec, da imaš lahko človeka pri sebi. Pri nas traja že uvajanje v neko delo približno na tako obdobje, kot je teh 200 evrov, tako da to ni inštrument, ki bi nam kaj veliko pomagal. Poleg tega se veliko govori tudi o spremembah na področju delovnega časa, da bi iz njega izključili malico, se pravi odmor za malico. Da bi 40 ur tedensko prišli na 37,5, za nas to ne pomeni nobene velike razlike. Če bi bila plača enaka, se pravi, da bi tisto, kar dobiš danes za 40 ur, dobil potem za 37,5 ur, odmor za malico se vsi strinjamo, da mora biti zaradi kakovosti dela, zaradi kakovosti zdravja, zaradi kakovosti življenja. Mi imamo delovni dan razdeljen na 3 izmene po 8 ur
se pravi 7 ur in pol plus še naslednje pol ure in pridemo tako na 3x3 izmene, pridemo na cel dan in bistvene razlike v urniku ne moramo narediti, istočasno pa bo strošek enak in ljudje bojo ravno tako imeli svojo pauzo, tako da to je res samo kozmetična sprememba, ki bo pomenila mogoče samo dodatno administracijo oziroma vsaj v začetnem prilagajanju kakšne razlike na to temo. Tako da smo dejansko ne podpiramo te spremembe, vsaj v taki obliki, kot je bila zdaj predlagana. Potem so pa še nadomestila za prevoz na delo. Ta izračun teh nadomestil danes je izredno kompliciran. Zato bi tu pričakovali eno spremembo, da bi recimo iz konkretnega izračunavanja stroškov za posameznika, kjer je odvisno, ali je prišel z vlakom, avtobusom ali z osebnim vozilom, prešli na obračunavanja na neke cone oddaljenosti in s tem sistem poenostavili, ker bi ga potem sploh lahko izvajali, ker danes ga je nemogoče izvajati, tako da bi bili natančni in pošteni. Tako da, če potegnemo črto na koncu, si želimo, da bi bolj stopili skupaj preko gospodarske zbornice vsi subjekti, ki v njej nastopamo, predstavili svoje stališča in istočasno so vse 3 strani, s katerimi sem začel, dobili na kupu in poskušali najti tisto skupno točko, se pravi, kaj narediti, da bo trg rastel. Eno je na kratek rok, se pravi, da bo preživel, ker moramo tudi to poskrbeti, da bomo danes preživeli, po drugi strani pa tudi na dolgi rok, da nam bo ponudil eno energijo, eno možnost napredovanja, razvijanja trga in s tem razvijanja tudi našega okolja, števila delovnih mest in dodane vrednosti v našem okolju.